prazničen dober večer v imenu društva 1824. Mesec oktober je za nas občane občine Brežice še posebej priljubljen mesec, imenujemo ga kar Brežiški oktober. V ta namen se zvrstijo razni dogodki in verjamem, da si je v tem mesecu vsak našel kakšen dogodek zase, ki mu je bil zanimiv, ustrezen ali primeren. Današnji dogodek pa nam je še posebno veselje, saj se odvija prav na praznik občine Brežice in praznik občine Brežice je tudi povod za vse te dogodke v mesecu oktobru. Razstavo nam je soomogočila občina Brežice, zato med nami najprej lepo pozdravljam našo podžupanjo gospo Katjo Čančar. Seveda pa lepo in predvsem pozdravljam med nami našega osrednjega gostja, gospoda Davorja Lipeja, ki je v letošnjem letu dobil tudi naziv oktobrskega nagrajenca, zaslužen naziv. Povedala, da Davor tudi našemu društvu nesebično pomaga, tako da dokumentira vse naše pomembne in tudi manj pomembne dogodke, tako da se mu za to zelo lepo zahvaljujemo. Prav tako pa enkrat na leto, sedaj to že 4. leto zapored, omogoči takšno razstavo, kjer prikaže v bistvu svoje življenjsko delo. Tako da res hvala, ker ste si vzeli čas tudi tokrat, čeprav vreme nam glih ne služi, ampak ste prišli v zelo lepem številu, zelo smo veseli in res hvala za vaš trud in čas. Da bomo še enkrat naploskali. Pri oktobrskih nagradah, pa nagrajencih, pa moram seveda izpostaviti, povedati in se tudi malo pohvaliti, da imamo v našem društvu že kar nekaj ljudi, ki so se svojim delom, svojim poslanstvom pustili ne samo naše okolice, tudi v širši svoj pečat. Zato lepo pozdravljam našega gospoda župnika, ki je lansko leto dobil naziv častnega občana. Alenko Černelič-Krošo, lanskoletno dobitnico oktobrske nagrade. Zenko Žnideršic, da ne vem, kam se je gospa usedla, pred lanskoletno dobitnico. Kaj se malo pohvalim, zato ker so vsi ti člani, tudi člani upravnega odbora našega društva, in vsekakor glede na to se nam ni potrebno bati, da v naslednjih letih se ne bi spet ponovno srečevali na tovrstnih dogodkih, saj imamo zelo aktivne člane, ki stremijo v prihodnost, imajo nove ideje, tako da vsekakor se bomo še videli v prihodnosti. Drugače mimogrede, naše društvo praznuje 7 let. Ta dogodek, v bistvu danes, imamo več različnih dogodkov, ampak ta današnji dogodek, razstava Davorja Lipeja, pa nekako v našem društvu postal že kar tradicija, saj kot smo omenili in kot piše na vabilu, se odvija že 4. leto. Naziv oziroma naslov, kot ste rekli tudi na vabilu te razstave, je Stara šola. Prikazano bo šolsko življenje te stavbe, kaj več bo o tem, kar ste povedala tako Davor kot Alenka. Mogoče pa samo, da se spomnimo nazaj, tisti, ko ste bili, jaz sem malo povrskala, leta 2015 smo imeli prvo razstavo, decembra, z gospodom Lipejem in takrat je bil naslov Spremljevalec, Utripa mesta in občine Brežice. Druga razstava, potem naslednje leto je bilo življenje v občini Brežice in lansko leto smo imeli razstavo Življenje po letu 2000 v občini Brežice. Vse to iz arhiva gospoda Davorja Lipeja. Jaz srčno upam in tudi v društvu bomo delali na tem, da se bo ta razstava še nadgrajevala, saj kot mi enkrat omenil gospod Lipej ima audio in video materijala še za kar nekaj let naprej. Tako da. Dobro, najlepše se zahvaljujem vsem, ki ste danes prišli. Lepo se zahvaljujem tudi violinistkam, gospe Kaji Galič-Lenkič in gospe Nasti Galič, ki sta in boste popestrili še ta večer.
Na koncu tega druženja vas lepo vabim, na koncu tega dogodka vas pa lepo vabim še na druženje, da se malo poklepetamo, posladkamo. Zelo bi bili pa tudi veseli, če ste zainteresirani, da bi se vključili v naše društvo tudi še bolj aktivno. Če koga zanima, mi lahko to sporoči. Veseli bomo vsakega novega formalnega člana. Jaz vem, da je tukaj tudi veliko naših podpornikov. Mislim, da imamo tam zunaj tudi pristopne izjave. Veseli smo novih idej, novih misli, še za takšne in podobne dogodke, tako da lepo povabljeni, da se nam pridružite. Hvala lepa, sedaj pa predajam besedo še našemu gospodu župniku, da pozdravi. Potem pa nadaljujemo z predstavitvijo razstave Alenke in Davorja. Hvala lepa. Tudi jaz sem seveda izredno vesel, da se ob prazniku občine Brežice zdaj že nekaj let v taki obliki, v takem sestavu srečujemo in da obeležujemo Brežiški oktober, da tako rečem tudi v smislu našega društva 1824, ki, kako smo že slišali, bo letos taka obletnica v ljudskem številu 19. decembra bo minilo 7 let, kar smo leta 2011 to društvo z veseljem, z velikim entuziazmom ustanovili in kako vidimo, se je to prijelo, tako da je upanje, da bo živelo to društvo tudi naprej. Ne more biti drugače, kajti društvo ima, naj ponovno poudarim, mogoče malo čudno ime, društvo 1824, torej letnico, ki je povezana z našim blaženim Antonom Martinom Slomškom, ki je leta 1824 imel novo mašo v Olimiju. Hkrati pa ta letnica sovpada z začetkom, bi rekli, od uradnega šolstva v Brežicah, kajti ta stavba prav v teh prostorih dveh, ki smo mi not, je bila zgrajena leta 1824, oziroma malo prej, kot dvorazrednica takratne osnovne šole, kjer so začeli poučevati pod vodstvom župnije, takratnega župnika Ignacija Fuksa, ki je bil zanimivo od leta 1816, najprej kaplan nekaj let, potem pa do 1848 župnik po Brežicah, poučevali so pa predmete v glavnem frančiškani, ki so tu v Brežicah delovali. Moramo to vedno nekaj pomenovati. In torej smo tu v teh prostorih, ki imajo svojo zgodovinsko vrednost. In pripričan sem, kakor Slomšek, ki je svetnik in nas od gore opazuje, gleda, in če se mi vanj ozremo, če imamo zaupanje, potem da razpravljamo neko preprosto in je potem spet tukaj. Brez sodelovanja pa ne gre. Tudi takega duhovnega, seveda pa tudi takega konkretnega, kot je tole naše današnje praznovanje, in se zahvaljujem društvu 1824, se pravi naši mojci, za organizacijo tega. Mi gremo na dan svojšnji dan, prosim, da pomeni. Nikrat tako datum, 18. oktober je tudi rojstni dan, ne malo povezujem to mojega ata, ki je bil rojen 1905, tako da tudi to je po svoje zanimivo. Hvala, Davor, vam za vse dosedanje delo. Tudi iz moje strani čestitke o občinski nagradi. In tu naj omenim, da imamo letos v smislu našega občinskega nagrajevanja tudi poleg gospoda Davorja še dva, ki sta zelo povezana z našo župnijo, to je seveda letošnji občinski, se pravi,
častni občan, gospod Kocjan, in pa krovstvo Ivan Kovačič iz Gaberja, ki tudi dela na strejkah in tudi drugače in je tudi med tistimi, ki je bil letos priznanje. Tako da je prav, da se tudi njih spomnimo na tem mestu. Pa županja, hvala za vašo prisotnost. Sporočite gospodu županu, da bomo močno držali pesti, da bo pamet magala. Tebi pa na sodelovanje in na to, da nas spodbujaš kljub vsem mogočim aktivnostim v Posavskem muzeju. Torej, aplaudijo za našo aktivnost. Želim lep večer, kulturni, praznični, čestitam prazniku občine in se zahvaljujem tudi našima damama za kulturni program. Hvala lepa. Torej, zdaj moram jaz prvi govoriti, prvo bomo malenko razložiti, da se malo publiko vrnemo. Skratka, jaz sem želel danes povedati, res je za to nagrado obrazložitev, ki je napisala Alenka, ki ste jo verjetno prebrali, torej želim, da jaz bom pa želel danes povedati v nekaj stavkih, kako se je ta zgodba začela. Malo bo leta 1989, 30 let, da smo začetom iz Avstrije prešvercala prvo videokamero, takrat se je rekla to kot elektronska, se pravi, kamera ni bila več filmska. Na filmsko kamero sem delal z mojim detkom tam nekih davna leta 75 proti 80 in potem je ta kamera bila tista, ki se je tudi na seji omenili, da sem snemal pač vojno 91, to je bilo res s tisto kamero. Nekaj časa je držala, no in nekje z začetkom slovenske vojne je prišlo tudi do sodelovanja, mojega sodelovanja z lokalno televizijo Vaš kanal, za katero sem delal pravzaprav polnih 20 let, približno 20 prispevkov mesečno, plus tega, da recimo so bile tiste oddaje, kdo si bo še spomnil, Moj kraj, Bizersko-Dobova, Globoka in tak, jih je bila cela serija, tisto so bile tudi moja avtorska dela, vse v kompletu. In ta zgodba se je potem pač razvijala še skozi številne oddaje, filme, vmes, seveda sem imel tudi številne koncerte, prireditve, take in drugačne. Skratka, po približno 20 letih se je ta zgodba s televizijo nekako razšla. Predvsem moram reči, no, zaradi nerazumevanja tega, da v lokalnem nivoju mi ne rabimo senzacionalističnih medijev, kar so želeli, predvsem smo bili tudi takrat med starejšimi snemalci, da bi mi delali neke senzacionalistične novice v medijih v lokalnem okolju. Vmes sem tudi bil kar nekaj let, bi rekel, pomožni dopisnik za Dolenjski list, pa Radio Krka, pa ne vem, če še kakšne medije, tudi predvsem lokalne. No, potem je pa nekako prišlo do tega, da sem pa intenzivno začel delati na samom v povezavi z društvi, z občino, leta 2008-2009 približno, zdaj je to skoraj desetletje. Potem je pa prišlo do, bi rekel, po nekaj letih do ponovnega nekako bližnega sodelovanja z Kapevci. To je bilo pač tak nesrečen splet, oziroma srečen splet, okoličen zaenkrat, ne. Z prvim filmom Kratki je to glupo, potem smo še nadaljevali z Čehanjem Berja, pa zdaj zadnjim ta film. To je bil tudi en močen doprinos k temu v lokalnem okolju. Navdušil sem še tudi Bišečane, tako da me znano ta film. Vmes je bilo še ne vem koliko vseh reportaž in vsega tega. No, seveda, to je zdaj bo pravzaprav 30 let, 26 let me že tudi žena podpira pri vseh teh aktivnostih. Veliko je morala biti tudi sama, imeti kar razumevanja. Tudi sin je nekako
krenil po mojih stopinjah, sicer nekoliko drugačnih vodah, izključno fotografskih. Nekako je zašel v profesionalne vode fotografa, tako da tudi jabolko ne pade daleč od drevesa. Kaj se tiče tega videa, no sicer bi lahko še na dolgo in široko govoril, skratka, če pa pogledamo malo te slike na vaši desni strani, tako so Alenko rekli, predstavlja šolo, se pravi, te slike so pač iz arhiva, ki ni tako obsežen, kot se zgleda, ne. Skratka, dokler sem delal za televizijo, sem samo snemal, ni bilo digitalnih fotoaparatov v tistih letih. Arhiviranje je bilo precej drago, zamudno, naporno, to so bili v času, ko so bile samo še kasete, VHS, pa potem DV. Tudi tukaj je nekaj slik, ki jih vidite, je posneto dejansko z digitalnim aparatom, vse ne. Nekatere so, bi rekel, zamrzneni frame iz filmov, to pa ne arhivirati. Takrat nisem o tem razmišljal, ker danes veliko stvari je šlo v pozabo, nisem uspel arhivirati. Žal veliko dogodkov, ki se jih še spomnim, ampak tako da je pa še, dejansko je pa res, da še bom lahko kar nekaj let pripravljal, če bo ta interes, da imam še kar teh gradiv. Nekaj sem za letos izbral pač po 3 temah, se pravi nekaj dogodki društveni, potem nekaj obrazov v sredini. Tudi nekateri so načel teh obrazov žal zapustili, pa potem še nekako življenje v smislu cerkve. No in povedal bi vam še, da tudi imamo zdaj od letos 2 nove spletne strani, zahvaljujoč tudi samo Kajtniku, ki je med nami, tako da smo tudi to prenovili. Sedaj bomo počasi tudi te stvari še dopolnjevali v arhivo, tako da tudi društvo ima sedaj svojo spletno stran, tako da tudi tam bojo lahko informacije, kakaj boste dobili lahko, za to župninsko stran smo ga prenovili. Tisto imamo pa že zdaj kar precej let in nadaljujemo s tem. No, toliko. Ja pa jaz mislim, da bo že čas, da predolgo govorim, da bi v Alenki prepustil. Slišim. To se res smislo povedal. Jaz sem ga hecela, da bi moral še reči, da je res en aplauz za Karmen, ki pa je Karmen. Je zdaj tudi pomagala postavljati to razstavo. Ja, leta 2016 sem se nekako z Davorjem lotila tudi tega projekta, se pravi zbiranje fotografij o stari šoli. Sva kar pustila to stara šola, zato ker to je tak izraz, ki ga večkrat uporabljamo, kadar pač opredeljujemo eno stavbo, kjer ni več šole, ne, ampak je bila kar nekaj časa ta šola, vse do leta 1971 in mogoče na ta način, vsaj tisti, ki ste hodili v to šolo, ali ki ste bolj pravi Brežičani, tudi nekako to stavbo poznate, čeprav seveda se zdaj že uveljavlja tudi naziv Slomškov dom, ampak mogoče se nam je še vedno zdelo, da ohraniva tam mogoče to malo bolj arhaično poimenovanje. To se pravi v 2 letih na različne načine, v različnih časovnih intervalih sva zbrala nekaj približno toliko fotografij, takšnih, ki se jih je dalo tudi na ta način pokazati. Namreč podatki seveda so zelo zmuzljivi. Nekatere fotografije so opremljene z nekaj več podatki, kar boste videli tudi v teh mapicah. Vsak pano ima svojo mapico, ima svojo knjigico in posod v bistvu tam, kjer je bilo mogoče, boste videli tudi zadnjo stran ali pa na primer opremljeno fotografijo. Tukaj pa jih gledate tako nekako v največji možni velikosti in v upanju, da se tudi prepoznate oziroma da prepoznate ljudi, ki so na fotografiji in seveda mogoče tudi kakšne letnice. To, da smo se za letos res odločili za ta prvi korak, tako, da pokaževa fotografije, da ne razkrijeva, ampak nimava še toliko podatkov,
da bi lahko zelo suvereno tudi spodaj napisala. Malo so se zdaj tudi ustrašila te neslavne GDPR, se pravi uredbe o varstvu osebnih podatkov. Začela so leta 2016, pa to še ni bilo. Tako da so nekako to zdaj malo bolj tudi skrila, ali pa recimo čisto vseh na očeh ni, ampak je v tem dodatku. Seveda pa verjamem, da ne bo nobenega motilo, da se kdaj vidi na teh odličnih fotografijah. Najstarejša nekje je tale iz leta 32, šolsko leto 32-33, potem pa, kot boste videli, so iz različnih obdobij. Panoji so manjškeno sestavljeni, tam recimo so bolj prireditve, tudi igre, ki so jih upodabljali, pevski zbori, potem recimo so malo mlajši učenci, malo starejši učenci, na koncu ena taka skupina s tudi to najstarejšo fotografijo in dvakrat tudi učitelji, profesori, ki so se nekako fotografirali skupaj. Torej, naša skupna naloga je zdaj, da nas te fotografije spodbudijo k trem stvarem. Prvič, da nam pomagate najti čim več podatkov in da jih tudi zapišete ali v te mapice, ali nama tudi sporočite. Mislim, da najo dva ni težko najti, tako da lahko najo najdete in nam sporočite. Potem seveda, če imate še fotografije, da jih prinesete, da jih digitaliziramo. Nobene fotografije ne hranimo vidva z Davorjem, ampak so vse fotografije prefotografirane. Se pravi, so vsi izvirniki so ostali tam, kjer so in midva jih nimava. To je vse v rokah lastnikov. In seveda tretja tudi, da nas mogoče usmerita še kakšnim ljudem, ki bi to imeli, še kakšnim tistim, ki kaj več vedo in nekako spodbudite tudi vse tiste, ki jih poznate, da si pridejo to razstavo pogledati in da nam pomagajo te obraze veselje tudi razbrati. Fotografije so res odlične, od takih bolj delovnih do takih bolj nasmejanih, do nekih skupin, do samih razredov. Naprimer, pri tej fotografiji številka 37 imamo dve verziji. Ena, kjer se ta fantiča lepo smejita in gledata v kamero oziroma fotoaparat. Druga, ki boste videli v mapici, pogledata stran, tako da pač smo dali to, ki je manjškeno bolj vesela. In seveda tisti, ki si boste vzeli čas, boste našli tudi še polno nekih podrobnosti, nadrobnosti, ki vas bodo lahko ne samo popeljala v tiste čase, če boste hodili tukaj v šolo, ampak pač v neke čase, ki opredeljujejo tudi našo sedanjost. Najlepša hvala tistim, ki so nam zdaj zaupali to gradivo, pa bi jih kar imenovala: Majda Danič, Anton Brusman, Darko Iskra, Marija Kotnik, Dragica Novak, Jelena Pelko, Jožica Šalamon in Zinka Žnidaščica enkrat. Torej, še veliko je možnosti. To je tak projekt, ki je trajnostno, bi lahko rekli, naravnan, se najbrž ne bo nikoli zaključil, bo pa skušala vsako leto pa na vsake 2 leti pokazati tisto novo in počasi priti tudi do ene razstave, ki bi stalno predeljevala mogoče ta prostor bolj z izbranimi zgodbami, še malo več podatki in en način, da bo ta šola živela tudi skozi tisto, kar se je v njej dogajalo, predvsem zato, da živi tudi danes in naprej. Torej, tukaj so te mapice, listov je dovolj, še spodaj jih je. Veselimo se vaših sporočil, lahko se podpišete, lahko se ne podpišete, skušajte pa tako, ne vem, če koga prepoznate, v zadnji vrsti, tretji z leve, peti z desne, oziroma od leve proti desni, dajmo, ne. Je en primer noter, tako da boste si lažje pomagali, če to treba. Tako da najlepša hvala res vsem. Zdaj mi da zdavljam, počneva seveda še veliko drugih stvari, tako da to ni točno tako, kot bi si midva želela, da tokrat predstavljava, ampak sva se pa pogumno odločila, da bo v bistvu zdaj pa je čas, da tudi pokaževa in da bo prenesla tudi, če sva naredila kaj narobe, tako da, ker moramo tudi to, kar sva vseeno v nekih segmentih naredila, tudi dati v javnost in vam dati v vaše roke. Hvala lepa.
najin svet, ljubezni lačen, si našel meni z menoj, postal drugačen, postal si moj. Le s teboj, lahko se smejem, ljubim jočem, le s teboj, sem res jaz, le s teboj, lahko živim tako, kot hočem, in s teboj obstane čas. Moja sreča je tvoja, tvoja leta so leta mojo dlan, in z obema, se obema nekdo, ki ni več sam. Kako te ljubim, kako zelo postal si moj, vse, kar čutim, je le s teboj, le s teboj, lahko se smejem, ljubim jočem, le s teboj, sem res jaz, le s teboj, lahko živim tako, kot hočem, in s teboj obstane čas. Ja, hvala lepa, lepo glasbo. Hvala gospodu Davorju Lipeju za njegovo predstavitev, njegove besede, ki nam jih je namenil. Hvala Lenki za temeljito in zanimivo obrazložitev te razstave. Sedaj pa lepo vabim k besedi našo podžupanjo, gospod Katjo Čanžar, te razstave, ki se bomo kasneje tudi vsi gledali, še bolj natančno, pove par besed. Prosim. Spoštovani občani, lep dober večer tudi v mojem imenu in še enkrat nocoj voščilo ob našem prazniku, torej 28. oktober je praznik občine Brežice, ko obeležujemo ustanovitev Brežiške čete. Danes sem že enkrat povedala, da smo največje bogatstvo vsake skupnosti ljudje, in boljši ljudje pomenijo boljšo skupnost in spoštovani, prepričana sem, da če bi bilo v skupnosti več takšnih nocojšnjih govorečih oziroma častnih občanov, oktobrskih nagrajencev, da bi bila občina Brežice zagotovo na prvem mestu po številnih parametrih. Hvala, Davor Lipej, hvala, ker ste arhivar našega prostora. Vesela sem, ko pridem na kak dogodek, pa slišim šepet ponovadi žensk, ja, je Davor tudi prišel, super. Torej, ni ga dogodka, če tudi mogoče kdaj brez predstavnika sedme sile, zagotovo pa ne brez našega Davorja, tako da se vsi lahko potem zvečer prav pomalo vidimo na teh ali onih medijih. To je zagotovo zelo pomembno, tudi sama sem na teh slikah takoj opazila in se spomnila na mojega soseda, ki ga žal več ni med nami, ampak tudi to je način, da bo z nami večno živel in zato še enkrat hvala, Davor, za vse odrekanje, ki ga nameniš v bistvu skupnemu dobremu za boljšo skupnost. Vsem nam seveda prijetno druženje, ki sem slišala, da sledi in vse dobro.
obrnem to, ker jaz vedno imam težave, da se ne obrnejo prav. Vojte, si pa mrež, da bomo to nadaljevali, tudi se da leti posluševali. Hvala lepa. Gospod Štepanja, za vas pa ima rekosti, ja? Ja. Hvala našemu kulturnemu programu, ne? Kot sem prej, ne vem, če sem povedala, ampak vse te 4 razstave sta skupaj z Davorjem, sta pripravila Davor in Alenka, ne? Tako da mislim, da se tudi Alenka zasluži. Te razstave gledali in se veselili, ne? Kot ste slišali, ker naš gospod župnik se nikoli ne drži protokola, to smo že navajeni in smo tudi hvaležni za to, se vsaka stvar je dobra. Naša Mojca ima danes rojstni dan. Že parkrat smo jo ukradli ta dan, oziroma smo jo morali od dolžnosti kot predsednica priti tudi na razstavo, ker se nama dvema z Davorjem vsako leto zdi, da super 27. je proslava in 28. je pravi dan za to, da midva potem to razstavo odpirava. In Mojca nas zdaj že tretjič, kako se ne vem. Lani me ni bilo. Lani te ni bilo, ampak torta je bila. Počastim tudi s torta, tudi danes bo tako, imamo tam mizo že pripravljeno. Mi pa jo bomo počastili ne samo s tem šopkom, ampak tudi s isto pesmijo, ki jo zelo radi pojemo. Nimamo še kozarcev, bomo zdaj zapeli, potem bomo pa še, ko bomo imeli kozarce, prav? Velja, ne? Se ne bo, da bomo dali intonacijo. Hvala lepa.